Spoštovani, dragi bratje in sestre v Kristusu, nedelja Božje besede je danes. Prav posebno pozornost dajemo prav besedi, ki smo jo danes brali pri sveti maši. Njeno bogatstvo je neizmerljivo in neskončno. Kakšno moč ima beseda, še posebej govorjena beseda, smo se lahko prepričali v prvem berilu, ko je Gospod poslal preroka Jona v veliko mesto Ninive. Takrat ni bilo interneta, Facebooka, Instagrama, TikToka, Xa, Snapchata in drugih omrežij, da bi se novica, ki jo je Bog poslal preroku Jonu, izvedela v trenutku. Jona je prehodil mesto Ninive po dolgem in počez. En dan hoda je bilo samo v eno smer mesta. Oznanjal je Božjo besedo, da se naj mesto Ninive spreobrne od stran poti, ki jih je živelo v tistem trenutku. Gospod je napovedoval mestu uničenje zaradi razuzdanega in brezbožnega življenja. Jona je s svojim glasom in vztrajnostjo oznanil, da Bog želi spreobrnenje ljudi v mestu. In beseda v tem mestu je imela takšno moč, da je resnično celotno mesto sprejelo opozorilo, se spokorilo s postom in žalovanjem nad grehi. Ravno zaradi Božje besede, ki jo je oznanil prerok Jona, je bil učinek neverjeten in mesto je bilo rešeno pogubljenja. Predvsem pa izstopa en stavek v tem berilu, ki pa je temelj vsega in celotnega dogodka, ki se je zgodil v Ninivah. Ninivljani so verovali Bogu, oklicali so post. Pogoj, da se lahko kaj spremeni, je vera. Brez vere ni možno spreobrnenje. Če ne veruješ Bogu, potem ni rešitve iz brezna zla, ki zagrinja mnoge še danes. Rešitev prihaja po Bogu in samo v Bogu je odrešenje. Samo odrešenje, ki ga propagira večina današnjih medijev, je še ena zabloda, ki človeku jemlje dostojanstvo in pa bližino Boga. Egoističen pristop tudi do vere prinaša degradacijo človeka in pa popolno osamitev, ki je odprta in dovzetna za vse možne manipulacije, ki se izvajajo nad ljudmi. Zato naj bodo besede apostola Pavla Korinčanom opozorilo, da ni vseeno, kako živimo in da čas življenja na zemlji ni bogato odmerjen. Pavel pravi: to pa rečem, bratje, da je odmerjeni čas kratek. Psalmist v Stari zavezi zapiše: en dan pri Bogu je kot 1000 let, je kot svetlica na polju, zjutraj vzcveti, zvečer že oveni. Zavedanje, da je potrebno skrbeti za pravilen in dober odnos z Bogom in ljudmi, nas bi moralo spodbuditi, da resneje vzamemo k srcu Božjo besedo. Moč besede z lahkoto opazimo tudi v Evangeliju. Jezus oznanja v Galileji, ki je bila znana kot zelo poganska dežela. Njegove besede: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte Evangeliju. So nekaj izrednega. Me res zanima, kateri sodobni vplivnež bi si upal oznanjati neko novico, da ga ne bi skušnjava na koncu premagala in bi rekel: verjemite meni, jaz sem tisti, ki mi morate verjeti. Jaz in moje znanje ima veljavo, ostali so v zmoti. Jezus je tukaj unikaten, neponovljiv in je resnično Božji sin. On je govoril in oznanjal samo to, kar je Bog želel, da človek spozna, kakšen je resnično Bog. Jezus nikoli ni izpostavljal sebe, hkrati pa je svojo osebnostjo in Božjo besedo privlačil tedanje ljudi, kot tudi danes. Že povabilo Simonu in Andreju: hodita za menoj, napravil vaju bom za ribiča ljudi, je korenito spremenilo življenje obema in kot pravi svetopismo, takoj sta pustila mreže in šla za njim. Spreobrnenje je tista točka, ki jo Bog pričakuje od nas. Bog ne želi smrti grešnika, ampak da se spreobrne. Spreobrnenje in življenje po Božjem načrtu, ki prinaša večno življenje in odrešenje, je smer, ki prinaša notranji mir, sozvočje naših občutkov in hrepenenj. Oznanjati veselo novico, evangelij, je dolžnost vsakega kristjana.
Naj ne bomo samo nemi poslušalci, ki v trenutku pozabimo, kaj smo slišali. Slišati, živeti in oznanjati. Potem ima Božja beseda moč in lahko spreminja svet. Dokler bo življenje kristjana samo pasivno poslušanje Božje besede, v javnem življenju pa največkrat njeno omalovaževanje in nestrinjanje z njo, potem smo na strani Ninivljanov, predno so se spreobrnili. Naj se vsak izmed nas v tem tednu vpraša, ali je v tem trenutku zmožen sprejeti Božjo besedo in tako kot Ninivljani verovati Bogu, oklicati post in se spreobrniti. Amen.